Bled Imago Paradisi, Bled podoba raja. Na Bledu želijo z novo strategijo turizma do leta 2025 bogati podobi dati tudi bogato vsebino. Zato bodo skušali povezati vse deležnike v kraju. Javna predstavitev delovnega predloga strategije turistične destinacije Bled 2018-2020 je potekala v festivalni dvorani Bled in pritegnila številne poslušalce. Predstavila sta jo župan občine Bled Janez Fajfar in direktor turizma Bled Tomaž Rogelj. To bo en mesec v javni razpravi, ker želimo čim večji konsenz vseh dejavnikov naše občine in našega kraja. Kljub podatku, da je na Bledu 90% prebivalcev bolj opazovalcev kot aktivnih deležnikov v turizmu, je skoraj polna dvorana pričala o velikem zanimanju za to, kakšna bosta blejski turizem in Bled v prihodnje. Tukaj je precej različnih zainteresiranih javnosti. Vsak si seveda Bled predstavlja po svoje in vsak ima zase in za svojo skupino najbolj prav, to je jasno. Ali so to na eni strani glavni ponudniki, ali so tisti, ali so to naši zaščitniki narave in torej dedične kraje. Seveda vse prav, ali so to navadni občani, kogarkoli, vsem Bled nekje leži pri srcu in vsi bi radi Bled lepši in boljši. Tomaž Rogelj, direktor turizma Bled, je v enem stavku povzel najpomembneje v predlogu nove strategije. Če bi mogel izbirati samo z enim stavkom, je postopen dvig kvalitete turizma na Bledu. Konkretno v nadaljevanju pa Odločili, da se tega lotimo načrtno, strukturirano in smo si določili, kateri so tisti prioritetni cilji. Strategija je predvsem naravnana dolgoročno. Strategija je tukaj napisana za 8 let. In kako smo definirali, kje bi radi bili čez 8 let, pa mogoče tudi naprej. Ne? In tisti oddaljeni prihodnosti se stalno pojavlja tista vrhunskost destinacije. Ne? Ker Bled je vrhunski po nekaterih kriterijih, ne? Po naravi, po tradiciji, zgodovini. Trudimo se pa, da bomo še tiste stvari, ki pa niso še na ravni vrhunskosti, ali pa da bomo šli v to smer. Ne? To je pa predvsem kvaliteta storitev, ne? Sprejemanje turizma kot te danosti tukaj. In na koncu smo predstavitev strategije zaključili z enim motom, ki je že zelo dolgo prisoten v tem našem okolju, to je pa turizem smo ljudje. Ne? To se pravi, da moramo vsi skupaj tukaj prispevati, ne, k temu. v javni razpravi so predstavniki različnih področij izpostavljali svoje poglede na turizem. Strategija je po mnenju večine dober začetek, vendar le mrtva črka na papirju, če ne bo oživela v dejanskem sodelovanju vseh tako ali drugače vpetih v turizem in destinacijo. Kakršnakoli strategija ali pa kakršnekoli predlogi, če mi sami, ne bomo stopili skupaj, če mi sami ne bomo do sebe oziroma do drugih bolj strpni, bolj razumevajoči, če ne bomo bolj odgovorni. Namreč to so vse vrednote veslanja in jaz sem vesel, da sem bil 20 let del tega športa. Hkrati pa žalosten, ker vidim, da v realnem svetu ali pa vsaj tukaj na Bledu sem prepričan, da gre to zelo počasi oziroma prepočasi naprej. Avtor destinacijske znamke Imago Paradisi, podoba raja, dr. Andrej Pompe, je tudi avtor najnovejše strategije Bled. Je marketinški strokovnjak za znamčenje mest. Vsaka destinacija rabi neko identiteto in ta identiteta potrebuje neko osebnost. Recimo, če gledava zdaj znamčenje mest, skratka, moramo mesto obravnavati kot neko telo, neko veliko telo, ki ga sestavlja veliko elementov. In Bled, recimo, je ena taka entiteta, sicer stališča mesta bolj mala, stališča vsebine pa izjemno pestra. Ampak ena taka znamka, recimo kot je znamka Bled, se ne tiče zgolj in le samo turizma, ampak se tiče v bistvu vseh deležnikov, vseh, ki se na Bledu kakorkoli udejanjajo, udinjajo, sodelujejo, ustvarjajo, pridejo v neke interakcije in za njih je pomembno najprej, da se oni sami poistovetijo s tem, kar imajo. In znamka je v prvi vrsti najprej namenjena ljudem, ki, ustvarjajo neko vzdušje v nekem okolju. Potem, takoj naslednja stopnja pa seveda so pa tisti ljudje, ki ne bi pa te storitve, te izdelke, karkoli iz tega kraja seveda konzumirali. Zato seveda govorimo pri Bledu o znamki kraja oziroma
Jaz ga vidim še širše, v bistvu je to znamka destinacije, ne? Ker jasno, če rečeš besedo Bled, imajo ljudje v mislih otok, pa jezero, pa grad, vendar destinacija Bled je mnogo širša. Na poti do v strategiji zapisanega cilja vrhunskega alpskega bisera so si ustvarjalci zadali 4 konkretne cilje. Dvig kakovostne ravni turističnih doživetij, aktiviranje lokalnega prebivalstva, trženje in uporabo znamke Bled in osredotočenost na posamezne zvrsti turizma. Recimo ena od takih problematik, ki ni problematika, ampak je zame izziv, seveda je ustvarjanje avtentičnih, bom rekel, bledskih doživetij. Ta avtentičnost se je meni zdela od prvega trenutka, ko sem to besedo sploh slišal in ko sem jo povezal z Bledom, se mi zdela fantastična. Namreč Bled ima 1000-letno tradicijo in prva avtentika Bleda je tradicija. Druga avtentika Bleda je seveda so naravne danosti, tretja avtentika Bleda je kultura, četrta avtentika Bleda so pa ljudje na Bledu. Na Bledu je ne vem koliko raznih društev, je ne vem koliko raznih pri malih osebnih, nekih civilnih ali pa nekih skupinskih iniciativ, ki seveda bi se lahko vključile v kakršnokoli, bom rekel, plemenitenje v turizmu. In to je tudi ena iz zelo konkretnih nalog v strategiji, ki seveda danes zaradi pomanjkanja časa ni mogla biti predstavljena, ampak je vključevanje društev, kakršnih koli pa že, zato da bi lahko kakorkoli oplemenitili neko ponudbo. Mi namreč vidimo še eno stvar, ne? Veliko je ljudi, ki sedijo in čakajo, ki gledajo in opazujejo. Mi bi radi, da ti ljudje pridejo, oziroma mi pridemo do njih in da začno aktivno sodelovati. Velikokrat ne gre za to, da bomo zdaj nekomu zrihtali službo, ampak gre predvsem za to, da ima nekdo občutek, da sooblikuje neko okolje in da reče, to je pa moje, jaz sem ponosen, da sem tukaj. Tudi jaz sem naredil nekaj v tem mozaiku, ki tukaj je. Kaj o delovnem predlogu nove strategije turistične destinacije menijo hotelirji? Za nas je vsekakor pomembna destinacija, ker na imidžu destinacije mi gradimo našo kakovost in pa naše cene. Tako da današnja predstavitev te delovne strategije, delovna predstavitev nam je pisana na kožo, ker sledi ciljem tudi blejskih hotelirjev. Pa ne samo hotelirjev, menim, da tudi ostalih ponudnikov turističnih nastanitev, ker na dolgi rok, tako kot nam je bilo predstavljeno, skrbi za kakovost storitve, pa vrhunskost destinacije. Tako da mislim, da je strategija pravi dokument in da je treba na temu res samo resnično zavihati rokave pa delati. Pomemben poudarek v strategiji je namenjen tudi izobraževanju bodočih turističnih delavcev. Naša šola, Višja strokovna šola za gostinstvo, wellness in turizem, že dolga leta izobražuje za področje turizma, gostinstva, wellnessa kot zdaj zelo trendovske dejavnosti v turizmu. In seveda vsako leto imamo 200 novih nadebudnih mladih ljudi, ki verjamejo v turizem. Treba ga je samo še malo pobližje predstaviti. Zato tudi mi v sklopu našega hotela poskrbimo za praktično izobraževanje naših študentov in pa seveda, si želimo, da bi bila zaposljivost študentov gostinstva, turizma, wellnessa višja in tukaj vidim priložnost v tem, da kadri ostanejo doma. Seveda bo pa potrebno nek dogovor tako s kapitalom, kot je bilo že rečeno, z izobraževalno inštitucijo, z ljudmi, vsekakor pa je ogromna priložnost imeti šolo na Bledu. Zavod za kulturo Bled je lani beležil več kot polmilijonski obisk gostov na Blejskem gradu. Množičen obisk je prinesel tudi nove izzive, kako upravljati tokove enodnevnih obiskovalcev, saj ti pomembno prispevajo k zagotavljanju sredstev za mnoge kulturne programe na Bledu. Na našem segmentu, da tako rečem, kulturnega delovanja, tukaj pričakujem predvsem to, da bomo z objekti, ki jih upravljamo, dobili ustrezno mesto v vseh teh programih.
da bomo s prireditvami, ki jih bodisi organiziramo ali pa pomagamo organizirati, dobili mesta v koledarjih teh prireditev in da bodo te prireditve čim bolje obiskane tako so strani domačih obiskovalcev, krajanov, kot tudi turistov. Vse konec koncev se bomo tudi mi pri kreaciji programov trudili, da bi zadovoljili vse. Enako pa upamo, da bo, če smo že v objektu v festivalni dvorani, da potem, ko smo jo sedaj prenovili, da bo ratala mesto čim večjemu številu prireditev in dogodkov, morda tudi drugačnih, kot so bili do zdaj, saj imamo praktično tudi več možnosti. In na koncu koncev, da če že govorim čisto samo iz aspekta Zavoda za kulturo Bled, da bo delovanje in naše poslanstvo upoštevano v tem kraju in da bo turistična ponudba upoštevala vse tisto, kar počenjamo. Seveda bomo pa pri tej zadevi poskušali čim bolj intenzivno sodelovati z vsemi, da bi bilo to, kar delamo, čim bolj ažurno, da bi bilo čim bolj po okusu obiskovalcev Bleda in domačinov, predvsem pa, da bi tukaj vladala ena kvaliteta, urejenost in da bi bile vse te zadeve, bi rekel, že s tem, ko bomo povedali, kaj se dogaja, dovolj, bi rekel, zanimivi za obisk. Delovni predlog strategije turistične destinacije Bled 2018-2025 bo v javni razgrnitvi do 11. februarja.